pigmentna retinopatija. Ta redka genska bolezen oči predstavlja velik izziv. Zanima me, kakšne so danes možnosti zdravljenja, kakšni so obeti v razvoju medicine in kje je Slovenija danes na tem področju? Mogoče bi rekel, da je v Sloveniji približno 1000 bolnikov z genskimi boleznimi oči in pigmentna retinopatija najbolj pogosta od njih. Približno polovica od njih ima to obliko genske bolezni, ki prizadene predvsem periferne fotoreceptorje. To pomeni, da so prizadete paličnice, ki so odgovorne za nočni vid, in periferno ali široko vidno polje. To pomeni, da tem pacientom s časoma ugasne nočni vid, potem pa se jim tekom življenja zožuje vidno polje. In tem pacientom lahko pravzaprav v tem življenjskem stilu pomaga velika zavzetost in velika sposobnost, ki jo imajo, kljub temu, da je njihovo vidno polje zelo ozko. Terapevtsko so te stvari nekoliko še odmaknjene, zato ker se ta kavzalna oziroma vzročna terapija še ni do te mere razvila, da bi bila registrirana kot zdravilo. Za registracijo je potrebno precej kliničnih študij, ki so v teku, za različne gene, ki prizadenejo to bolezen. Zaenkrat je registrirano samo eno zdravilo, ki pa je na žalost namenjeno zdravljenju bolezni, ki v Sloveniji še nismo odkrili. Je pa tudi sicer zelo redka. V Sloveniji bi bilo lahko nekje največ med 4 do 10 bolnikov, če bi recimo gledali številke v svetu. To zdravilo apliciramo z operacijo v oko, to pomeni, da v inaktivirano virusno nosilec, ki je virusna zunanja ovojnica deaktiviranega virusa, vgradimo normalen gen in ga s posebno tanko injekcijo vbrizgamo pod mrežnico, kar pomeni kar kompleksen operativni poseg. V svetu terapija s to gensko terapijo doslej kaže dobre uspehe, v smislu tega, da se ustavi proces propadanja fotoreceptorjev in tudi, da se tisti fotoreceptorji, ki so še živi, aktivirajo, tako da pacienti dejansko vidijo bolje, zaznavajo bolje prostor. Tukaj ne moremo govoriti o tem, da jim popolnoma vrnemo ostrino vida, kot bi si želeli, ampak že to pacientom koristi. In tisto drugo, kar je pomembno, je to, da je ta princip terapije pokazal trajno učinkovit efekt ali učinek, ki traja lahko, do zdaj so študije nekje v teku 7 let, morda tudi vse življenje. Ko bomo imeli za več naših genskih, bolj pogostih genskih bolezni ta genetska zdravila, gensko zdravljenje, si torej lahko obetamo, da bomo v zgodnji fazi bolezni ta gen vgradili pod mrežnico in tem ljudem torej ohranili vid, ki bi ga sicer izgubljali, ali vsaj precej zmanjšali incidens oziroma količino propadlih fotoreceptorjev v določenem času. Ko enkrat fotoreceptorjev ni več, na žalost genska terapija ni več učinkovita, takrat se bomo posluževali v prihodnosti, in teh študij je tudi kar nekaj, terapije z matičnimi celicami, ki bodo vzgojene iz človeku lastnih celic s procesom vračanja že diferenciranih celic na nivo matičnih celic in potem razmnoževanja teh celic v kulturah in implantacijo teh celic pod mrežnico oziroma v ta del, kjer pač te celice primanjkujejo. Teh študij je tudi že nekaj, so klinično podprte z rezultati, ki so zaenkrat uspešni, niso pa še v fazi, ko bi lahko to zdravljenje ponudili že našim bolnikom.
Če pa se od znanosti in izzivov ter obetov na tem področju zazreva konkretno v klinično prakso, v možnosti za celostno obravnavo in tudi za celostno rehabilitacijo pacientov obolelih, me zanima, kje tu tičijo določeni sistemski izzivi, na katere bi bilo treba čim prej odgovoriti. No, lahko rečem z velikim veseljem, da je bil na očesni kliniki ravno pred enim mesecem odprt nov prenovljen center za celovito rehabilitacijo slepih in slabovidnih, ki ima zdaj, lahko rečem, v evropskem pogledu odlične pogoje za delo. Seveda si želimo, da bi bile čakalne dobe krajše, da bi pacienti prej prišli do teh uslug in da bi bila zlasti komponenta, ki je danes najpomembnejša, to pomeni digitalno opismenjevanje, uporaba različnih digitalnih pripomočkov, računalnikov, tablic in telefonov, tudi bolj zastopana v tem centru in tukaj že obstajajo pač taki načrti. Tisto, kar je pomembno tukaj povedati, je to, da je pa potrebno tudi to nekako ozavestiti pri pacientih, da marsikdo od pacientov pravzaprav niti ne ve, kaj je na voljo, tudi ne ve, kako bi se teh svojih težav loteval, če je v tem nekako sam. Zato je pomembna ta organizacija teh društev, kot je recimo Društvo Svetloba, ki pacientom nekako da neko okolje, v katerem lahko dobijo nasvete iz prve roke, ne samo od nas, zdravnikov, ampak tudi od, bi rekel, pacientov, ki so že šli skozi te faze, bi rekel, adaptacije na okolje, na vid, na možnosti izkoriščanja svojega vida in da od njih zvedo, da so možnosti v bistvu kar dobre in da ni vse, bi rekel, za obupati in te stvari so v zadnjem času prišle tudi bolj do zavesti. Ravno ta dogodek danes recimo je en od takih dogodkov, kjer se posvečamo temu, da nekako tudi mi kot zdravniki in tudi širša okolica bolj razume, kako vidijo te pacienti, kaj v resnici doživljajo ob tem. Ne le, da jih vrednotimo po naših, bi rekel, obrazcih, ostrina vida je toliko, vidno polje je toliko in podobno, ampak da razumemo tudi ta aspekt, ki ga na nek način dopolnjujejo možganske zaznave. In tukaj je ta informacija pomembna tako za njih kot za nas zdravnike, da se bolje razumemo, da tudi skupno nekako zgradimo eno okolje, v katerem tem pacientom, ki sigurno niso ravno, kako bi rekel, privilegirani oziroma imajo težko življenjsko situacijo, v kateri mora vsak dan sprejemati neke prilagoditve, nekako bolje pomagamo. Tisto, kar bi še posebej izpostavil, je, da v naši socialni shemi zaenkrat ni možnosti za invalidsko oceno ljudi, ki niso bili že zaposleni oziroma niso še bili pač v službah kot takih. To pomeni, da je njihova bolezen nekje jih srečala v neki fazi izobraževanja, študija in so nekako s tem prikrajšani za recimo invalidske torej pokojnine, dodatke, vse, kar je pač iz tega izhajajoče, kar je izhajajoče iz dela. To je v bistvu resna sistemska pomanjkljivost, ki jo je treba odpraviti, kaj ne? To je resna sistemska pomanjkljivost, jaz mislim, da to treba čim prej odpraviti, ker ti ljudje niso zaposljivi, ne morejo skrbeti za socialno niti svojo situacijo, kaj šele za svojo družino.